Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Eno izmed poglavij v moji knjigi Živeti pogumno nosi naslov Pravi napačen strah. Neko drugo poglavje govori o fobijah. Danes bomo govorili o tem, kako naj bi imeli pravi strah. Seveda je zdrav strah v tem, da ne tiščimo roke v ogenj. Prav tako, da ne skočimo v vodo, če ti ta sega čez glavo in niti ne znaš plavati. Veliko stvari je, ki so zdrave. Ena izmed takšnih je, da imamo spoštovanja vreden strah pred Bogom. Pravzaprav se mi zdi, da ne slišimo dovolj spoštovanja vrednem strahu pred Gospodom. To ne pomeni, da nas je strah Boga. Ni potrebno, da se ga bojite. On ni jezni Bog. Čeprav lahko postane jezen, on ni jezen na vas in vas ljubi. Za vas hoče dobre stvari. Tudi ko napravite napako ali nekaj narobe storite, vas ni potrebno biti strah pred Bogom. Kajti spoštovanja vreden strah je bolj zaradi njegovega ugleda, da je Bog zares Bog, on je mogočen, vseveden in popolnoma dober. Zato ga hočem spoštovati, da storim vse tisto, kar on hoče, da storim. Da, imejte strah na pravi način, da ne ubogate Boga. Ne zato, ker vas bo on pretepel po glavi, ampak ker verjamete, da je moder in pozna najboljše stvari za vaše življenje. On vas bo vodil nekam, kar bo za vas dobro. Prizadevajmo si za zdravi strah, spoštovanja vreden strah, da ne bi ubogali Boga. Vendar obstajajo različne vrste napačnega strahu. Če pogledate v slovar pod geslom fobija ali pa na internet, je tam zbrana neverjetna množica stvari, ki se jih nekdo boji. Mnogi ljudje se bojijo na primer višine, vode, svetlobe, teme ali pa se bojijo drugih ljudi. To je presenetljivo. Nekatere stvari so zares izredne. In ne norčujemo se iz takšnih ljudi. Razumem to in če imate izredne strahove v svojem življenju, potem se bom trudila in vam pomagala, da to premagate. Dobra novica je ta, da vam ni potrebno biti ujet v neke vrsto fobijo, ki za vas nima nobenega smisla. Niti ne veste, kako ste to dobili ali kako bi se je znebili. Mislim, da je prvi korak, ki ga lahko naredimo, da začnemo na glas izpovedovati prave stvari. Namesto, da neprestano ponavljate strah me je tega, strah me je onega, raje recite, z Bogom ne bom se bal, tega se ne bojim. Ne bojim se. Rekli boste, no dobro, Joyce, ampak strah me je. No, vi čutite strah, vendar vam ni potrebno, da ste prestrašeni. Vidite, če vemo, kdo ste v Kristusu, potem lahko to v njemu resničimo, pa čeprav nas je strah ali če čutimo krivdo. Veste, da se lahko počutim krivo, pa čeprav se zavedam po Božji besedi, da nisem kriva. Ko se počutim krivo in vem, da sem se zato pokesala in prosila Boga za odpuščanje, potem velikokrat ponavljam naslednje. Ne zanima me, kako se počutim, kajti vem, da mi je Bog odpustil. Začudeni boste, kaj se bo zgodilo v vašem življenju, ko boste začeli uporabljati avtoriteto in se ne boste več sklanjali in priklanjali vsakemu najmanjšemu občutku. Zato vas hočem zares opogumiti, da si pridobite knjigo Živeti pogumno. Mogoče ne razčlenujem čisto natančno posameznega strahu, vendar zagotovo se z njim lahko soočite pogumno, če se naučite delati stvari, kljub temu, da vas je strah. Mogoče strahu v popolnosti ne boste nikoli premagali. Če nekaj ne boste storili, se umaknili in trepetali zaradi vašega strahu. Edini način, da lahko premagate strah, je tako, da greste naprej, se soočate s strahom in se z njim spoprimate. Da storite vse, kar morate storiti, pa čeprav morate to delati v strahu. Ali veste, kako se naučiti, da slišite Boga z izkustvom? Ali veste, kako se naučiti, da vas vodi Sveti Duh? Umaknite se in boste videli. Ups, to ni bil Bog. Tega ne bom več storil. Veste, kako sem ugotovila, da me Bog kliče v duhovno službo? Začela sem jo upravljati. Ena izmed prvih stvari, ki sem jih počela, je, da sem soboto zjutraj šla skupino iz cerkve z mojimi 3 otroki ter možem Davidom v središče mesta in sem delila odlomke iz Svetega pisma in to delo sem sovražila. Tega nisem hotela delati, ni mi bilo všeč, ker me je zeblo. Ni mi bilo vseeno, da so ljudje bili brezbrižni ali da so me odklanjali. Nato pa sem poskusila paziti otroke. To je trajalo samo 2 tedna. Otroci in jaz smo dobro vedeli, da nimamo za to blagoslova.
In na to sem poskušala čistiti župnišča. Tudi to ni bilo najbolj prijetno, ker tudi sama nisem bila tako vržena na čistočo doma in sem se morala soočiti z dejstvom, da hočem čistiti zato, da bi nam napravila vtis in bi bila deležna njegove naklonjenosti. Dajte, no. In na to sem začela poučevati. Veste, rada povem drugim ljudem, kaj morajo oni storiti. To je neverjetno. Rekla bi, da se samo hecam, vendar ni čisto tako. Vendar vidite, če ste blagoslovljeni za to, da učite, vam bo to v veselje, da boste usmerjali druge ljudi. Nič ni narobe s tem, dokler ne poskušate drugih nadzorovati. Edini način, da ugotovim, kaj nam Bog govori, je, da stopim malo na stran. Ne sme vas biti strah, da bi naredili korak. Ne smete se bati, da bi napravili napako. Najslabša stvar na svetu je, in se lahko zgodi vam, da ne napravite nobene napake in vsakdo ve za to. Najboljša stvar je, da rečete jasno in glasno in poveste, zmotil sem se. To vas ne bo ubilo. Mislil sem, da poslušam od Boga, vendar nisem. Napravil sem napako. Zmotil sem se. To zame ni bilo prav. Na to vzemite to kakor življenjsko vodilo, da tega ne boste več ponavljali. Rada imam besedilo iz Jozuetove knjige prvo poglavje. On začne govoriti o drugi vrstici in pravi: Mojzes je umrl. Mojzes je umrl. Joze je že vedel, da so žalovali za Mojzesom 30 dni, vendar tukaj je izjava, stvari se bodo spremenile. To, kar je bilo, je končano. Sedaj bomo napravili to. Vendar pa Joze še ni vedel, kaj je to. Vstani. To je prva stvar, ki jo morate storiti, če boste sploh kaj naredili v življenju, da vstanete. Prva stvar, da se prebudite, da vstanete od znotraj. Vi dobite dotik Svetega Duha in se v svoji notranjosti prebudite. Sami s seboj se pogovarjate. Ne bom poležala okrog in ne bom len, v svojem življenju bom osebno z določenim namenom, Bog ima nekaj pripravljenega zame in jaz sem utrujen od drugih ljudi, da uravnavajo moje življenje. Naveličan sem tega, da me je vedno strah, vstal bom in se bom soočil s tem strahom, živel bom življenje, ki ga je vredno živeti. To ni nekaj, kar lahko nekdo drug stori namesto vas. Vi morate sami to storiti. Vsaki osebi je nekaj in če se boste uspeli skloniti, da bi pogledali v svojo notranjost in se oprijeli, lahko postanete neverjeten uspeh. Vendar ljudje, ki se ne bodo sklonili v notranjost in se tega ne bodo prijeli, ne bodo nič storili in vi jim ne morete pomagati. Torej vstani in pojdi preko tega Jordana v deželo, ki vam jo dajem. Tretja vrstica je nekako ključ tega citata. Vsak kraj, kjer bo hodilo stopalo vaših nog, vam dajem, kakor sem govoril Mojzesu. Poglejte sedaj to. Bog je rekel: Poglejte, povedal sem vam že, da je ta dežela vaša. Bog je že odločil glede vas. Bog ima dober načrt za vas. Bog se je že odločil, poslal je Kristusa, ki je rekel: Kradljivec, hudič prihaja samo zato, da ubija, kolje in pokončuje. Jezus pa je rekel: Prišel sem, da bi se veselili svojega življenja in ga imeli v obilju do roba, tako da teče čez. Bog se je že odločil. Vem za misli načrte, ki jih imam z vami. Misli načrti za vaše blagostanje, da vam dam prihodnost in upanje. Bog hoče, da smo samozavestni, drzni in da nas ni strah. Torej, Božji del je že končan. On je rekel: Dal sem vam deželo v posest. Sedaj pravi: vsak prostor, kamor bo stopila vaša noga. Kakšno sporočilo je to? Vse je vaše, pojdite in si to vzemite. No, saj molim. Da nikogar nimam, ki bi mi pomagal. Moja preteklost je zlomljena. V življenju niso lepo ravnali z mano. Vse to je hudič, ki vas hoče obdržati v tem jokavem, pomilovanja vrednem, patetičnem položaju, kjer samo posedate naokrog, ste ves čas ranjeni in takšno je vaše celo življenje. Bog pa vam pravi: vstani. Vstani in prebudi se v svoji notranjosti. Vstani se tudi od zunaj.
Jaz sem zate že plačal, da bi imeli neverjetno čudovito življenje. Začnite korakati v veri in vsak prostor, kamor stopi vaša noga, je že vaš. Bog ne dela razlik med osebami, on ima izbranih, vendar mislim, da je precej navdušen nad drznimi in jih ne bo pustil praznih rok. A ste me slišali? Drzni ljudje pravijo, prizadeval si bom, da si izprosim milost in bom z Božjo pomočjo vse, kar Bog hoče, da sem. Moja preteklost me ne bo zadržala, ne bom dopustil, da bi drugi ljudje ravnali z mojim življenjem, ne bom dopustil, da to, kar misliš o meni, določa mojo samopodobo. Čutim, da se vera zdiguje. Ali imate kakšno zamisel, kaj bi se zgodilo v tem trhlem, norem svetu, v katerem živimo, če bi se vsi kristjani vstali in se obnašali kot eno? Mislim, videli bi, da se naša država spreminja, bilo bi tako hitro, da bi bilo čudovito. Ljudje bi začeli hoteti to, kar imamo mi, namesto da se nam posmehujejo in mislijo, da smo samo za zabavo. Naj vam nekaj povem, to ni nekaj smeravega, biti kristjan ni hodulja, na katero se opiramo. Da smo resnični kristjani v današnjem svetu, nastane veliko pokončnosti. In sedaj ne govorimo o tem, da gremo in se skrivamo za cerkvenimi klopmi, govorimo o tem, da živimo življenje. Peta vrstica. Nihče se ti ne bo mogel ustavljati vse dni tvojega življenja. Kakor sem bil z Mojzesom, bom tudi s teboj, ne bom te pozabil, ne bom te zapustil. Vsak izmed teh vrstic je toliko poduka. Mislim, samo si predstavljate, kako se je Jozue počutil, ko je izvedel, da bo prevzel Mojzesovo nasledstvo. Moralo se mu zdeti kot nekaj takšnega. A se vi malo hecate? Mojzes? Mojzes. Bog mu ni nikoli rekel, da bi moral biti kot Mojzes. On je rekel, kakor sem bil z Mojzesom, tako bom tudi s tabo. Ali ste to dojeli? Včasih slišim, da ljudje rečejo, nasledila bom Joyce Meyer. No dobro, upam, da ne. Upam, da res ni vaš cilj, da bi radi bili kakor jaz ali kakor kdorkoli drug. Če sem jaz lahko vaš ideal, je to dobro, vendar če hočete storiti kaj, potem recite, hočem storiti več, kot je ona storila. Rada imam citat iz preroka Jeremije 1:4. Zgodila se mi je Gospodova beseda rekoč, Bog govori svojemu ljudstvu. Preden sem te upodobil v materinem telesu, sem te poznal in te odobril kot izbrano orodje. Preden je bil rojen, preden je sploh kaj napravil prav ali narobe, je Bog rekel, ti si moj človek. Preden si prišel iz materinega naročja, sem te posvetil, te postavil za preroka narodom. Veste, če je Bog položil svojo roko na vas in vas za nekaj določil, izgubljate svoj čas, da poskušate delati karkoli drugega in misliti, da boste v tem srečni. Jaz pa sem rekel, Gospod Bog, glej, ne znam govoriti, ker sem še deček. A Gospod mi je odgovoril, nikar ne govori, deček sem. Kajti komorkoli te pošljem, bo šel in karkoli ti okažem, boš govoril. Nikar se jih ne boj, saj sem jaz teboj, da te rešujem, govori Gospod. Jeremija se je pogovarjal z Bogom na način, kakor se največ ljudi pogovarja. Tudi Mojzes je imel podobne izgovore. Napačnega človeka si dobil, jaz nisem zgovoren, kaj ti je cljam, ljudje mi ne bodo verjeli in tako dalje. Končno se je Bog razjezil nad Mojzesom in potem je on končno ubogal. Jeremija pa je gledal le nase. Poglejmo 17. vrstico, rada imam to. Ti pa si opaši ledja. Danes ne razumemo več te fraze, ker ne uporabljamo takšnega načina oblačanja. Vendar to pomeni, da so nosili dolge obleke.
Imeli so dolge obleke in navado so imeli, da so si jih podvezali pod pasom, tako da jim ni bila v napoto. Z duhovnega zornega kota pa to pomeni, da zbere vse dvome, nevero in strah in jo omakne s poti, tako da lahko vstane in postane oseba, ki jo Bog hoče, da je. Ti pa si opaši, ledja, postavi svoj ne odlašaj več. Če morate napraviti odločitev in ste napravili najboljše v svoji moči, da bi slišali od Boga in vam Bog še vedno nič ne govori, potem to pomeni, da storite to, kar je v vašem srcu. Sedaj vem, da to nekatere ljudi po nepotrebnem prestraši. Rekli bodo, ne morem jaz imeti besede od Boga. Pred kratkim skoraj sem že prebrala knjigo Dallas Willarda z naslovom Prisluhni Bogu in mislim, da ne bo imel nič proti, če bom prebrala nekaj stavkov iz njegove knjige. Prisluhnite. Velikokrat Bog ne bo poslal svojega posebnega naročila. Kaj pa naj bi potem napravili? Na splošno je Božja volja, da imamo že določen velik del poti skozi življenje. Če vam Bog ničesar ne pravi, potem vam sporoča naslednje. Moja želja je, da v tem slučaju odločiš ti. Vidite, vas je celo strah, da bi pomislili, da je nekaj takšnega možno. Vidite, veliko sem se naučila, ko sem opazovala ljudi. Ali je možno, da se boste zmotili? Ja, celo zelo verjetno je. Vendar le tako se lahko nekaj naučimo. Tako se učimo, da sledimo miru. Učimo se za modrost. Uporabite zdravo pamet. Spoznajte Božjo besedo. Ne tišite z glavo skozi zid. Narahlo pritisnite in boste videli, če se vrata odprejo. Ne poskušajte delati z deli mesa. Če ste jalovi na področju, ki ga hočete upravljati, potem mogoče Bog pravi, moje roke niso na tem, omakni se in počakaj. Mi pa vedno čakamo, da bi se nam prikazali angeli, da bi zatropila trobenta, da bi nekdo prišel. Pred kratkim sem bila na neki svečanosti in mi je neka gospa rekla, pred 2 urama so me povabili sem, tukaj sem, ker boste spregovorili vi Božjo besedo zame. Mislim, ne morem razumeti, ko mi ljudje to delajo. Jaz namreč nimam nobenega čudežnega gumba, da bi lahko samo pritisnila in bi vedela, da Bog hoče to za tebe. Veste kaj? Ljudje, ki vam pravijo, da kaj morate storiti? Jaz vam seveda ne pravim, da Bog ne govori po drugih ljudeh, vendar pa vi ne morete hoditi okrog ljudi in biti odvisni od tega, kot da na tem temelji vse vaše življenje. Tega ne boste počeli. Kadar pa dobite nasvet, ga preizkusite. Preizkusite njegove sadeže. Če se ne ujema z vašim načinom, recite, ne hvala, ne bom šel v Afriko, ker si ti rekel, da moram iti. Moja želja v tem slučaju je, da se sam odločiš. Poslušajte, Bog nas pripravlja za spodbudno življenje. Kako dolgočasno bi bilo, če ne bi mogli biti vpleteni v lastno življenje? Če bi morali ves čas čakati na nekoga drugega? Tudi če je Bog in moraš ves čas čakati nanj. Veste, ko so otroci majhni in ves čas govorite, ne delaj tega, ne delaj onega, ne primi to, ne delaj ono. Veste, to bi me izčrpalo, če bi tako morala ravnati z odraslimi otroki. Dajte no, Bog hoče, da poznamo njegovo srce in izpolnjujemo njegovo poslanstvo. Molite za vse stvari. Svoje namere postavite pred Boga. Pripravite se, da spremenite vse, kar vam Bog naroča, spremenite vaše načrte, spremenite smer tisti trenutek, ko vam Bog to naroči. Mnogokrat pa se zgodi, da Bog ne reče nič. Poslušaj me sedaj. Spominjam se. Mnogi izmed vas si morda želite, da bi vam Bog bolj pogosto govoril. Jaz se spominjam, ko sem prvič slišala Boga, da je govoril v mojem srcu in sem bila kot tak, Bog, kaj hočeš, da storim, Bog, kaj hočeš, da storim, Bog, kaj hočeš. Dobesedno sem slišala, stori, kar hočeš. Bila sem, to pa ne more biti od Boga. Ne more biti Bog, Bog nikoli ne dopusti delati, kar hočeš. Naj vas nekaj vprašam.
Če nam je on ustvaril srce in je postavil svojega duha v našo notranjost, potem kdo naj reče, da to, kar čutim v svojem srcu, ni iz Božjega srca? Mi imamo Kristusov oklepamo se čustev, misli, smodrov in namir njegovega srca, povezani smo z njim. Amen. To pomeni biti v povezavi z Bogom. S njim smo povezani v svoji notranjosti. Ni nam potrebno, da nam on ves čas govori. Mi sledimo njegovemu svetemu duhu, sledimo miru, sledimo modrosti. Hvala Bogu za posebne besede, pogovore, usmirjanja. Vse to prejemam ves čas. Vendar je tudi čas, ko tega ne prejemam. Nikar ne mislite, da vas bo Bog vodil, če ne poznate Božje besede. Niti ne pomislite, da ste oddalec sposobni slediti Bogu in slišati njegov glas, če ne poznate Božje besede. Božja beseda je naša varovalna mreža. Vendar pa vam Božja beseda ne bo povedala, kakšen avto si kupiti. Ne povem vam, koga naj poročite, ne povem vam, če je pravi čas, da kupite novo hišo. Božja beseda vam ne pove takšnih stvari. Bog dopusti, da se v te stvari pretena v svojem življenju. On mi dopusti, da napravim te odločitve sama na osnovi modrosti, zdrave pameti in če imam ali nimam miru. Bog hoče, da bi bili vpleteni v svoje življenje. Nehajte se bati, ko napravite odločitve. Ne odlašajte preveč. Storite vse, kar morate, da prisluhnete Bogu, če pa morate odločiti in še vedno ne slišite, storite odločitev in napravite nekaj, kot pa bolje je, kot da ne napravite nič. Kajti, če boste napravili odločitev, boste hodili po vodi ali pa se boste potopili. Apostolska dela 16. Hočem vam pokazati, kako so živeli apostoli. Pavel pa si je zbral Sila in odpotoval z njim v Frigijo. Nekoga bolj učenega sem morala vprašati, kako izgovoriti to ime. Še vedno nisem prav izgovorila in rekel, da mora izgovoriti kot hladilnik. Frigija. Pa poglejte, Bog me vseeno uporablja. Nisem kamen spotike, vendar imam zdravo pamet. Pavel in Sila sta potovala v Frigijo in deželo Galačanov, ker jim je Sveti Duh branil, da bi oznanjali besedo v provinci Aziji. Kaj zdaj to pomeni? Ali to pomeni, da jim je Bog rekel, da naj ne gredo tja? Ne, mislim, da so poskušali iti tja, pa se ni obneslo. In vi ste zdaj kakor? Ko so prišli do Mizije, so poskušali priti v Bitinijo, toda Jezusov duh jim tega ni dovolil. Poskušali so priti tja, pa jim ni uspelo. Poskušali so torej nekaj drugega in jim Bog ni dopustil. Poskušali storiti spet nekaj drugega in jih je Sveti Duh ustavil. A vidite, kaj vam govorim? Oni niso posedali naokrog in čakali, da bi se jim prikazal angel. Poskušali so opravljati svoje delo. Želeli so delati stvari. Bog jih je blagoslavljal in so to storili in če jih ni blagoslovil, so se umaknili. Zato so potovali prek Mizije in se spustili v Troado. To mi je všeč. Tam je Pavel dobil posebna navodila. Torej, je dobil posebna navodila in je vedel, kaj naj stori. Spravite svoje življenje z parkirnega prostora. Začnite voziti. Gotovo je, da morate prestaviti iz vzvratne vožnje. Če morate gledati nazaj, imejte oči tudi na zadnji strani, ne samo spredaj. Začnite voziti vaše življenje in premagajte strah. Recite, naredim najboljše, kar morem, potrudil se bom po najboljših močeh, prosil sem Gospoda za smer, sedaj bom napravil korak v tej smeri, verjamem in čutim, da je moje srce na pravi poti in bom napravil majhen korak. Čutim, da je moje srce na pravi poti. Veste, nisem vam treba potapljati in potapljati v globino. Najprej stopite v plitvo vodo. Majhno plitvo vodo. Veste, on v tejle knjigi, ki jo imam v rokah, pravi, in jaz se popolnoma strinjam z njim, kajti že leta sem podobno mislila in govorila o vprašanju, kako prisluhniti Bogu. Edini način je po izkustvu.
Nekatere stvari morate pač poizkusiti. Poskušali so iti tja, pa ni šlo. Poskušali so iti na drugo stran, pa spet ni šlo. Zdi se, da so poskušali 4 različne pokrajine. Poglejte, kar naenkrat pa se je Pavel ustavil na pravem mestu in da dobil tisto posebno besedo od Boga in je čisto natančno vedel. Vendar kaj bi se zgodilo, če bi Pavel ležal doma na kavču? Ali ste še z menoj? Pavel, kaj pa delaš? Čakam, da slišim od Boga. Ne bojte se. Veste, nočem reči, da ste nespametni. Molite, mislite, pridobite si nasvet, vendar pa si zagotovite, da ne vprašate nasvet za nekoga, ki tako ne ve, kaj bi počel sploh s svojim življenjem. Če hočete dobiti nasvet od nekoga modrega, ga vzemite, vendar veliko ljudi niti zase ne ve, kaj bi počeli, niso izurjeni, da bi vam svetovali. Naj s tem tudi zaključim. Nič ne storite v strahu in vse delajte po veri. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.